Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Evo, današnja družba, dobra družba, pa tele številne lutke, no. Ampak danes je rojstni dan, tak prvi rojstni dan oziroma rojstvo tudi naše maskote, naše boginje, naše deve, ki bi lahko tudi rekli, ampak nimamo še imena zanjo in tukaj seveda vas prosimo za nasvet. 3, 2, 1, 0 in lahko jo vidite, torej poimenujte jo, ne? Deva, kako bi ji rekli? To je tista boginja, ki nam bo svetovala, dajala namige, nasvete in še marsikaj drugega. Torej, kako bi jo poimenovali? Če obiščete našo Facebook stran, no, tam seveda lahko zapišete, kaj mislite, ne, kaj bi lahko bila. Sicer pa svoj predlog lahko pošljete tudi po pošti. Torej, TV3 Media, sklepet ob kavi, Šmartinska, 152 000 Ljubljana. No, in ko že govorimo o takšnih prijaznih bitih, ki nas imajo rada in mi njih, no, danes bomo iz odpadnega materiala tudi izdelali lutko. V naši družbi je Dragica, ki je kar strokovnjakinja, kar se tega tiče, glede na to, da je o tem napisala celo knjigo. Dragica, kaj bomo danes izdelali v bistvu? Enega tazga luštnega zmajčka, glede na to, da smo v Ljubljani, iz odpadne embalaže, ki se najde čisto v vsakem domu. Moj moglih ne, ker najem jajc, ampak v redu, načeloma to se posod najde, ne? Ampak res. Je res. Aha, kako bova začeli? Koliko časa zdaj to traja? Jaz mislim, da bo v parih minutkah. A res? Ja. Ok, super. Se pravi, ne rabimo iti kupovati igrače, ampak jih lahko sami doma naredimo. Tako je. Igračo vedno lahko naredimo doma in otroci so še z njo ponavadi še bolj zadovoljni. Pravzaprav, če bi vprašal otroke, se ne bi niti s tem ukvarjali, da bi še lutko z tega delali, oni bi se že s to škatlo igrali. Ok. Se pravi, niso tukaj zahtevni, kakor mi mislimo. Ne, mislim, da smo mi bolj odrasli zahtevni, da je to v nas. Ok, odlično. Se pravi, kako se zdaj začne? Najprej si določiš cilj, kaj bi rad naredil. Jaz sem se odločila za zmaja in ker zmaj ima po hrbtu taka grebenčke, poiščem, če so že kje grebenčki na tem odpadnem. In jih vidim tule, vidite? Takole in si bom odrezala 3 ali pa 4 takole. 4 so možni, a ne? Takole. Kako pa to sicer, da ste se odločili, da boste ustvarjali igrače iz odpadnega materijala? Kaj vas je pripeljalo k temu? Moj poklic kot vzgojiteljica sem velikokrat ugotovila, da se tako kot jaz rada skrijejo za lutko tudi otroci. Kakšni otroci se težko izražajo ali pa težje izražajo, z lutko se pa odprejo. Ker je pa material ponavadi zelo drag, odpadnih materialov pa je veliko na razpolago, posebej v vrtcu, mi je bil to poseben izziv. Ker pa tudi drugački param, mi pa ta predstavljivost ni tuja. In to je zdaj moj vsak dan, no, tako. Vsak dan? Ja. No, krasno. Sicer tukaj lahko vidimo kar precej teh naprstnih lutk, ne? Naprstne so te? So, ja? Ja. Evo. Ja. In tudi te so vse narejene iz odpadnih materialov? Ja. To je vse iz jajčnih embalaž, tole so pa iz, to je pa naravni material, bambus. A res? Oziroma trstika, ker bambusa pri nas dobiš samo v kakšnih nasadih prav, a ne? V Gorici sem videla, da ga imajo. Tako je. Tule so tematsko, to je cela zgodba, ne vem, večina pozna piščanček pik, in so strah, jeza, žalost, veselje, ja, tale je strah. Zakaj sem glih strah zagrabila? Se vidi, da nimam še vseh strahov pod kontrolo. Neverjetno. Danes bi mogli biti mene strah. Zakaj? Vse smo sam domači. Tam je všeč. Luškani so. Ker bo to prstna lutka, bom jaz tole kar takole strgala ven. Evo, te 4 vogale sem odrezala, enega sem že zalepila. Zdaj bomo mi uporabili pištolico, zato ker smo časovno omejeni. Ampak to lahko delaš z navadnim lepilom za les ali pa kar za papir. Samo malo dalj časa traja, da prime.
In bo To bo nastal. osnova, za naprstek. Ja, Ja. super. Zdaj pa še tale. Se mi zdi, Glavico. da bi, če bi si vzeli, ne, starši čas za to, je več muh na en mah. Ne? Tako. Super se imajo s svojimi starši, Tako. družijo se, ustvarjajo motorične sposobnosti, ne pa sam po ekranu tipkati. Ne? No, v naši družini jaz imam 3 hčere, dvojčici 19 let in Laura 10, se mislim, da sem jaz najbolj grozna. A res, kaj za tipkati? Pa ne bi si mislila. Mislim, telefon je kar, tako da so včasih punce, pravi, mami, kdo je zdaj tukaj najst? Aha. Ampak se bom poboljšala. No, evo, to je ena taka dobra želja, ne? Tale del, sigurno boš videla že učke, pa nos. Aha, pa vidim. takole, ko pogledaš noter, vidiš polno živali, to je vedno te pripelje do enega nosa. A ne? Nos, ja. Tu sva s kolegico gledali, kaj bi naredile. Jaz sem zaupila motor, ona pa kolo. Aha. Samo malo predstavljivosti je potrebno. Kreativnega razmišljanja. Tako. S tole pištolo jaz zmer darila zavijam, pa tukaj zraven kričim zaradi tega, ker se zikrene 3-4 spečem, ampak to je za Ampak srečo. Jasmina je se tudi. No, okej. Jaz se bom malo bolj počutila. Mislim, da tisti, ki jo vsak dan uporabljamo, tako smo se že navadili, da to zraven paše. Ja. No, evo, pa je to čisto super. Ja. Tegale bom dala za kapco. Okej, to pa gre res hiter. Ja, pa zdaj imam jaz, malo se mi roke tresajo. Ja. Ne, saj ne. No, tele zapestnice me še čakajo, da si je eno zberem, sem slišala lahko, ne? Ja, ful, zelo navdušena, zadovoljna. In tudi to, kaj pa če, iz česa je to sploh narejeno? To je iz papirja, največ jih je iz tole. Ta je z papirja, na katerem je podajalec za brisače, za papirnate brisače, malo širš, izrezan, potem je pa papirna kaša, pokaširan in poslikan pa Celo z vodo lahko pride v kontakt. Lahko pride. Sicer tudi kakšnega srebra pa zlatanje namakamo, smo malo prijazni do našega nakita, tako da do tega smo tudi prijazni, ampak če se umiješ, ne bo nič hudega. Super, odlično. Ja, pa če te daš, dobi pa sneg. Ja. Zdaj je bil že sneg. Ga že vidim. Ja. Že nastaja. To bo prijazni zmaj, ne? Ja. No, to nam je všeč, prijazne imamo radi. Evo, pa še pujseka sem tukaj našla na prstnega. No, danes bomo, če boste z nami ostali tudi v nadaljevanju, danes bomo o pujsu še govorili, enemu takemu srečnemu oziroma o takih 2 zelo, zelo srečnih, ki jih je mesar že čakal. Ja, ampak nista se zborila za življenje, ampak sta prejela v življenje v dar. Bomo o tem kasneje, seveda zdaj le dajmo pogledati, kaj bo zdaj tale zmajček nastal. To je zmajček, to je pa mama zmaj. To je mama zmaj pa zmajček. Flomaster. Ja. Da spregleda. Da spregleda. Noska. Evo zmajčka. Bom jaz mama zmaj. Sam rabim, da bo spregledal. Take bolj podolgovate oči bo imel tale, ampak bo prijazen. Prijazna, če je mama. Prijazna se je. A bo zmaj? Ja, saj sem zmaj po kitajskem horoskopu, tako da ni daleč od resnice. Evo ga, nekaj minut in iz odpadnega materiala se torej da narediti marsikaj in ne samo, da prešparamo, še zemlji prešparamo. Zdaj pa bistveno je, Jasmina, da lutko gledaš, ko jo animiraš. In ti postaneš lutka in manj, kam boš migala, boš bo. Več bo efekta. Kako manj, ko bo migala? Takole, na primer. Ja? Mama! Povej. Tako, pride do izraza mimika. Ponavadi delamo napako, da rejemo mama, ne. In potem, to je bistveno. Bistveno za animacijo je, da lutko ves čas gledaš
Stik z lutko, ti si zdaj zmajček, zmajčica, mama, jaz pa sem mali zmajček in gledam v lutko in zdaj sem jaz ona. In če premišljujem, vsak gib je premišljen, počasen, umirjen in potem sigurno zaživi. Mama, jaz si želim iti na potovanje. Vsekakor. A bomo pogledali še tiste lutke tamle na hitro. Super, krasno, evo zmačka smo izdelali zgor v nekaj minutah in tukaj krasne lutke. Jaz ne morem verjeti, da tole iz odpadnih materialov. Tukaj imamo povodnega moža in pa Urško. Kaj pa je tole za ena? To je pa ena taka škratica, taka nabrita. In tudi to... Je pa zelo naveličena, poglej. Ja, vidim. Ja, tam je čakala. Kaj je zdaj? Ja, najbrž si mislila. Pa žabica. Koliko časa pa to traja, da narediš? Lej, ta žabica mogoče 2 urci, ker jaz si predstavljam, ne rabim risati prek krajev. Jaz to kar iz glave zrežem, to je ena stara kikla bila, pa ne bašeš, to ni toliko veliko dela, naprimer 100, lutko je pa malo več časa. Zato, ker je obraz treba sušiti, ker je papirna masa narejena, da je lahka, če jo primeš v roke, boš videla, da je čisto lahna in pol poslikava, to pa traja malo več, pa s čeveljci tudi, ker jaz sem tudi čevljarska mojstrica. Vidim. Čeveljci tudi malo več dela. Kakšne špičake ima gospod tale? Povodni mož. Povodni mož. Ja. Krasno. Dragica, izjemna zgodba, ki ji sledite v svojem življenju, svojemu srcu. Je to tisto, kar srčno radi počnete? Ja, res, od srca in si želim vedno več ustvarjati in mislim, da se bom podala na to. Naj bo knjiga dober začetek za to, da tudi drugi začnejo ustvariti na takšen način, vi pa jim seveda posredujete vse te nasvete. Najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in evo, mogoče en izziv, da prav vi izdelate devo iz odpadnih materialov. Bomo videli? Z veseljem bi se jo lotila. Sem pokuhala prej na ekran, je taka lepa. Evo, mogoče jo pa kmalu zagledamo ravno tukaj. Ostanite v naši družbi, naj vam bo svetlep.